Pozdravljeni. Danes je prišel na vrsto prispevek, ki sem upal, da ga ne bom nikoli posnel. Namreč pogovarjali se bomo o tem, v kakšno smer gre Formula 1. Verjetno marsikdo izmed vas je v tisti skupini, ki sodobne pogonske sklope Formule 1 odkrito sovraži. Namreč marsikomu ni jasno, zakaj moramo imeti ta sovraženi klipi. In po drugi strani obstaja tudi dokaj široka skupina navdušencev, ki pravil enostavno ne razume in zato ne more spremljati športa v svoji polni obliki. Treba je povedati, da tudi malo kdo se trudi razložiti pravila, kajti če hočeš pojasniti nekaj, moraš najprej razumeti, zakaj gre. In kot bomo videli v nadaljevanju, danes so tisti, ki bi morali nekaj vedeti, v resnici oni imajo blage veze, o čem govorijo in o čem pišejo. Izgleda, da hočejo publiko Formule 1 in motošporta spremeniti v neko gručo bedakov, ki je dobra za kupovanje kart, kap, majic in ostale šare, ampak ki ne bo imela blage veze, zakaj pri športu sploh gre. Smo v obdobju, kjer je kritičnost nezaželena. In vem, to sem izkusil na lastni koži. Namreč mnogokrat mi je bilo odkrito povedano, naj komentiram na nivoju, da me bodo stare mame doma razumele. Se imate vi mogoče za staro mamo, ki posluša dogajanje na televiziji, ko pripravlja nedeljsko kosilo? Ne vem, če ste v tej skupini, nimam nič proti vam, ampak dvomim, da vas je toliko med tistimi, ki spremljamo Formulo 1. Kot da smo mi, publika, tisti, ki moramo sprejeti odločitve pač takšne, kot so, brez da bi skušali razumeti oziroma brez da bi se lahko tudi proti kakšni odločitvi vsaj z mnenjem uprli. Ampak mnogi boste dejali, kaj se to tiče nas. Mi smo v ubogi Sloveniji, nekako provinci, kjer naš glas ne šteje absolutno nič. Dal vam bom zanimiv primer poneumljenja in dobesedno potvarjanja resnice. In to v svetu motošporta, da si ne boste mislili kaj drugega. Sicer vam je znano, da sem sam alergičen na nebuloze, ki jih nekateri, recimo temu pisci, da bom prijazen, objavljajo na glavnih slovenskih medijih. In tudi danes se jih bomo dotaknili, ampak na začetku niti ne toliko v Formuli 1. Tu se bom dotaknil lepega primera Marka Kastelica. Verjetno ste ga opazili v raznih medijih, kajti pred časom se je dokaj pogosto pojavljal tako v člankih, kot v televizijskih ali radijskih oddajah. In tu je treba povedati, da marsikateri vir si je o njem izmislil kar nekaj. In verjetno boste dejali, saj ni čudno, kajti pri nas, če je Slovenec tista glavna zvezda, se izmislimo marsikaj. Ampak verjetno v kakšnih zakotnih spletnih straneh, v kakšnih lokalnih občinskih časopisih, ne v Delu. Delo svoje čase je bil časopis, kjer si lahko naletel na prave informacije.
Ampak tu bom dal dva primera, kako so članki iz tega časopisa verjetno prelisičili tudi vas. Verjetno ste slišali zgodbo, kako je bil Kastelic lani prvak Italije v razredu GT4. In tu je treba najprej se ustaviti pri dveh točkah, ker je prva, bodimo iskreni, rahlo nepomembna, ampak druga bistvena. Mark Kastelic je tekmoval v razredu XGT4, torej prvenstvu, ki ni bilo organizirano pod okriljem italijanske zveze. Torej ni štelo za nobeno italijansko prvenstvo in če si zmagal to serijo, nisi bil italijanski prvak, ker ni bilo pod okriljem zveze. In letos ACI je organiziral svojo kategorijo tekmovanja v razredu GT4, ki velja za italijansko prvenstvo. Ampak to je nekaj, kar nekako velja za nas, tiste malce bolj pikolovske navdušence. Druga točka je bistveno bolj boleča. Namreč v mnogih člankih, tudi v Delu, smo lahko prebrali, kako je bil prvak v tej seriji. Kar pa naleti na resno zapreko, ko se gre preverjati to dejstvo. Namreč na uradnih rezultatih serije in tudi na strani Marka Kastelic v Wikipediji lahko zasledimo, da prvak lani v prej imenovani kategoriji ni bil. Torej, kdo tu laže? Delo ali tisti uradni podatki, ki so nam navdušencem na voljo, le nihče jih ne preverja. In tu je treba povedati, da vam svetujem, kako morate vsako zadevo, ki slišite, posebej v slovenskih medijih, dvakrat ali trikrat preveriti. Tudi moje. A ni še konec. Tisto, kar je mene nekako spravilo na rob histeričnega smeha, je bil članek, ki smo mu bili priča pred začetkom dirke za 24 ur Spaja. Namreč tu smo lahko že v samem naslovu prebrali, kako se je prvi Slovenec na tej dirki in kako se bo spopadel z Valentinom Rosijem. Valentino Rossi, kolikor je meni znano, je v drugem tekmovalnem razredu, ampak to absolutno ni pomembno. Težava je v tem, da se sam, kot nekdo, ki ne sledi nekako fanatično tej kategoriji, spomnim, da je bil Tatmar Šuster tam najmanj 7-krat in da imamo tudi Stojana Pirjevca, ki je nastopil na tej dirki. Torej, avtor članka sploh ni preveril dejstev, temveč je senzacionalistično nekaj vključil v naslov in nihče izmed vas, vsaj javno, kolikor je meni znano, ga ni popravil. Članek je še danes dosegljiv publiki, čeprav je poln netočnosti, da ne rečem laži. In tu je nekaj zanimivega, na kar bi vas rad opozoril. Namreč oba voznika, ki sem ju omenil prej, Kastelic in Rossi, sta bila pretekli vikend tudi na vztrajnostni dirki v Misano. Je kdo opazil to novico med mnogimi, ki so bila objavljena v tem času? Ne govorim o tistih specializiranih medijih, o tistih straneh, ki jih ustvarjajo navdušenci, temveč na onih glavnih, kjer smo lahko prebirali, kot sem že prej omenil, marsikatero novico in tudi netočnost. In to je tisto, kar je pomembno, tudi za nas ljubitelje Formule 1. Kaj nam podajajo tisti, ki so za to poklicani? A verjetno vam je jasno, da sam se trudim po najboljših močeh dati neke objektivne informacije. Seveda prepisujem, seveda povzemam, kot vsi, ampak tega se ne sramujem, to vam odkrito povem.
Na spletnih straneh, ki so nekako vezane celo na prenose Formule 1, pa vidimo neke pavšalne prevode, ki so napačni in ki nam, navdušencem, ne dajo nič. Kot da smo res tako provincialni, kot da smo res tako neumni, kot da res ne razumemo nič. In za nas je seveda vse dobro. Važno je, da nam nekaj dajo in mi bomo veseli, da smo nekaj dobili. Čeprav je marsikdaj tisto, kar nam podajo, tej geniji, druge besede nimam, popolna bedarija. Žalostno je, da na mojem ubogem kanalu, ko naredim reakcijo na kakšno takšno bedarijo, imam več komentarjev kot na njihove mojstrovine, ki jih nekateri imajo za članke. In to je tisto, kar mene nekako spravlja v dvome. Ali nihče ne bere tega, kar je po svoje dobro, manj neumnosti, kot zaslediš, bolje je zate, ali dva smo priča neki cenzuri, kjer o naših se pa ne bo slabo govorilo, a ne? In to je tisto. Kritika ni neko pljuvanje po naših. Kritika je opozarjanje na napako, da se bo nekdo lahko v prihodnosti popravil. Ampak glede na trend, ki ga lahko vidimo v naših medijih in tudi svetovnih, da ne bo pomote, kaže na to, da gre krivulja tistega, kar bi pričakovali od medijev, strmo navzdol. Tu je lepo dejati, da naši prenosi so slabi, ker nimamo dostopa kot drugi do vira informacij tam na terenu. Ampak ko so se prikazali na bližnjih dirkah, in prihajajoča velika nagrada Madžarske bo tudi ena izmed njih, ali ste vi opazili neko pravo dodano vrednost k tistemu, kar slišite ponavadi? Vem iz protesta, verjetno tako kot jaz, ste mnogi šli na F1 TV. Ampak to ni izgovor, da si ne bi zaslužili tudi mi imeti spodobnih prenosov iz sveta motošporta in spodobnih člankov. Posebej takšnih, ki pravijo zadeve tako, kot so. Namreč marsikdaj pozabimo, da pravi športnik je tisti, ki je skromen ob zmagah in velikodušen ob porazih. Mi imamo v medijih takšne, ki so izjemno oholi ob zmagah, ki to v resnici sploh niso. In to je nekaj, kar bi moralo nas, navdušence, skrbeti. Kakšen vtis dajejo mediji o zadevah, ki se v resnici sploh niso zgodile. In v razmislek danes tudi ta malce drugačen prispevek. Vseeno, hvala za vašo pozornost in nasvidenje.